Halo? A nismo rekli, da je ta avto 3,8 metra? How the fuck imamo mi kle toliko prostora? Ne rab ti biti všeč, ampak ne moreš pa reči, da je dolgočasen. Saj veste, na Danskem imamo opravka z zelo zanimivimi avtomobili, zbiramo med 78, ampak a ti povem, da se nam je pa vsem atmosfercem zdel najbolj luštkan, tako prikupen, pa tudi potencialno zelo zanimiv za slovenski trg, en majhen Hyundai, ki je povsem nov avto. In to je točen tale, imenuje se Hyundai Inster. Gremo narediti en krog, da ti ga malo razkažem. Kaj je luštkan. Mene, ne vem zakaj, mogoče tukaj zaradi zadnjega dela iz tega kota malo spominja na Ignisa, ampak je pa, bom rekel, prostorski čudež v kompaktnih merah. Dajmo se peljati. Spet gremo na plažo, gremo pogledati, kam ga lahko parkiramo. Madonna sti luštno, le se merilnika, kada sta učke, pa je pa tole nosek pa ustka, pa se mi smečka. A veš, kako je z avtomobilčki, ki izgledajo hecno, zabavno, ves ta vesele, ki ga prinese oblika, obenem ustvari tudi ene vrste pričakovanja in ta so pol pri takšnih avtomobilih že po defaultu malo večja, višja, ampak Hyundai se je na to zelo dobro pripravil. Pa da ne bomo zbezlali predaleč, Hyundai Inster je električen avtomobil, check. Avtomobil check. Dolg je 3,8 metra, na voljo bo z dvema baterijama. Običajno stoji opremljen tale avto 42 kWh kapacitete ali pa z long range baterijo 49 kWh. Ta sta manjšo, ponuja 97 konjev, sta večjo pa 115. In tale dostop uspeši v 11,7 sekunde, ki ima pa malo več konjev pod havbo, pa rab za to 10 sekund. Ampak to je samo gola osnova, v resnici je pomembnejše vse ostalo, pa sploh ne govorimo o obliki. Ta je, zelo je interesantna, stari eden najbolj zanimivih ali pa zanimivo oblikovanih malčkov, ko pogledaš celotno, kompletno avtomobilsko pokrajino. A veš, pogosto najdeš avtomobile, ki so zanimivo oblikovani spredaj, ta tukaj zagotovo odstopa, ampak poglej, kako so se potrudili pri platiščih, kako so se potrudili pri izrazitih bokih. Ne najdeš ene flehe, pri kateri preko, ja, Madonna, tle pa bolj dolgcaj. Ne rab ti biti všeč, ampak ne moreš pa reči, da je dolgočasen. No, zdaj pa tale kabina. V osnovi, če pogledaš armaturko pa določene dizajn elemente, spominjajo na druge sodobne Hyundaie, to je logično, ampak v osnovi imamo opravka z veliko trde plastike. Beseda robustnost je tista, ki je Hyundai na predstavitvi vztrajno ponavljal. Tudi neki okrasni elementi tukaj na vratih, mogoče bo še ti pokažem pri sovozniku, so, ne vem zakaj so tukaj, mogoče samo zato, da ni dolg čas. Imaš, ne vem, a se da to odšraufati, a se ne da, vidiš križen šraufen, cigar rabaš. V tej kabini zares ful dogaja pa do pepita vzorca, ki je mene čisto sesul, sploh še prišli nismo. Menda ne rabim posebej poudarjati, da mi je všeč to, da imamo opravka z ogromno klasičnimi fizičnimi stikali, s tem recimo nastavljaš vozne programe, tako da ga pritiskaš, ampak to že vse poznamo. Na desni strani pod zaslonom vmesnika imamo radio, klimatsko napravo, velika stikala, zlahka vse, takoj začneš delati na pamet, gretje sedežev dvostopenjsko na obeh straneh, pa imamo klele za čaržati telefon in tako naprej, kupenih odlagališč, kar je koristno, tudi tukaj je predal, tam let spodaj, ta je sicer zelo borno odmeren, klele flaša na šlankol noter, ne. Pa še ena stvar, čak bom ven stopil, kako je zanimiv, da je tale sredinski naslon pravzaprav integriran v voznikov sedež. In zdaj, ko smo že pri sedežih, a je tole pepita vzorc v majhnem električnem Hyundaiu. Šmeker, ja. Zanimiv je, presenetil me je, pa ne samo z dizajnom, pa s prostornostjo. Ta avto smo rekli 3,8 metra, ampak a ti veš, koliko je prostora v drugi vrsti? To je neverjetno. Si naštimam vozniški sedež kole, to je moj položaj. Zdaj pa stop z mano v drugo vrsto. You, my man, will be blown away. Halo? A nismo rekli, da je ta avto 3,8 metra? How the fuck imamo mi kle
toliko prostora. Hyundai, jaz nisem vedel, da imate vi čarovnike, ker kje ste najdli zdaj ta plac? Kaj se je zgodilo? Kako ste, da imate uno palčko, neki bodi prostor? A kaj? Ampak tudi to, kar sem ti zdaj pokazal, pa povedal, ima vse skupaj še en dodaten upgrade. Stop z mano. A veš, druga vrsta je vzdolžno pomična. In to za full, za 16 centi, ker pomeni, da lahko sprostiš dodaten prostor v prtljažniku. Spet nič novega, ampak prilagodljivost na taki ravni pri teh avtomobilčkih je zelo dobrodošla. A veš, zato ker osnovna prostornina prtljažnika res ni bog ve kaj, 238 litrov, ampak dovolj mi, da ti pokažem, kaj vse se še lahko zgodi s tem kufrom. Torej, za začetek, če izkoristimo vzdolžen pomik, gremo iz 238 litrov na 351 litrov, to je pa že druga zgodba. Evo ga. Poglej, to v praksi zgleda nekako takole. Samo da umaknem tole polico. Zdaj pa, za začetek tukaj spodaj imamo ogromno dvojno dno. Tole pa, lej, dovolj da ti pokažem. A veš, sedeži druge vrste se zložijo v popolnoma ravno dno in tale plata mehna je tukaj zato, da prekrije luknjo. Evo ti ga na. Takole. Pa dajmo to narediti še na levi strani. Bam! No. To je pa zdaj že en podatek, ne? Dajmo reči, da so se pri Hyundaju zelo potrudili, da so uporabnost Insterja spravili zelo visok. Pa s prilagodljivostjo še nismo končali, zato ker se tudi sprednja sedeža lahko zložita v ravno dno. Sploh tale je koristen, če gre lahko čisto podno, zato ker pol dobiš pa, mislim, res maksimalna dolžina nakladanja je pol, se ne vem, moral preveriti, ampak tole približen pa pol to zgleda. Veš? Pa po tega piči pavkija lahko naložiš že mrskej. Veš, kaj hočem reči, če imaš toliko prostora na voljo, ne? Stari, zdajle je meni končno kapna, zakaj se je Jure toliko napalil na ta avto, ne? A kdo pas? Kakšne barve je tole? To je taka lovska zelena, ne? Jure, zdaj pa vemo. Evo, to je to, kar imam zapovedati skole prav na hitrico o Hyundai Insterju. Je pa vse to, kar sem zdaj povedal, zelo fajn, pa obenem zelo malo vreden, če ne bo cena tista, ki bo podpirala odločitev o nakupu. Tako da te pa še ne vemo, tako da na to moramo počakati, pol bomo pa videli. Folk, lepo se imejte. Ajde, čau.